tokratno gostjo smo se pogovarjali v kar 3 jezikih, angleščini, španščini in katalonščini. Soc una dona nascuda a Mallorca, criada a Mallorca i que estima la terra. No perquè és Mallorca, però és el lloc que vaig créixer i que m'hi sent bé. Tako se nam predstavi Francesca oziroma Čiska, ki se je rodila in odraščala na španskem otoku Majorka, enem najlepših koščkov Sredozemlja. Več kot 300 sončnih dni na leto, neskončne plaže in turkizno morje. A vse to, kot boste slišali, domačinom danes prinaša tudi veliko težav. Najprej pa k Čiski in njeni življenjski zgodbi. I was born in a house where they were not existing a bathroom. The toilet was outside, quite far away. At 10 years, my father, who was earning money, was making one. But maybe we were the first of the street. Odraščala je v povojnih časih, v hiši, ki sprva ni imela kopalnice oziroma stranišča, dobili so ga šele, ko je imela 10 let. In takrat je bila to prva taka hiša v ulici. Spomni se, kako so sosedje skupaj gledali televizijo, naprimer Evrovizijski festival, ki je bil v Španiji vedno zelo priljubljen, in to na edinem sprejemniku v soseščini. V kraju Binisalem, ki je znan zlasti po vinu in tradicionalnem večdnevnem slavju ob trgatvi, so obiskovali kavarno, ker so ljudje stoje gledali televizijo. And they were up and people standing watching television. Can you imagine? Priimek Delacio ni tipičen za Majorko. Dedek je imel italijanske korenine in odto tudi njeno ime, Francesca, a za prijatelja je Čiska. Kot najstnica si je seveda želela lepih oblek, takih, ki jih je takrat lahko opazovala le v modnih revijah in jih ni bilo moč kupiti v trgovini. In zato se je naučila šivati. Fashion was very important for me. I a poc vaig veure que a les botigues jo no trobava la roba que volia. Moda jo je očarala. Hitro je spoznala, da šivanje ni enostavno, a kmalu je postala zelo spretna in začela sama izdelovati svoja oblačila. In ta spretnost je kasneje prišla še zelo prav. Vedno je spoštovala tradicijo, rada je imela običaje in tako se je pridružila znani folklorni skupini El Tal de Vermadors. Gre za folklorno skupino iz Binisalema, ki je bila ustanovljena leta 1927. Njen glavni cilj pa je ohranjanje majorške glasbe in plesa. In ko so za nastop na festivalu potrebovali nova oblačila, nove folklorne kostume, jih je začela sama šivati. Zase in za druge. I vaig començar a fer per jo, pels meus fills, pel meu home, per les veïnades no, les germanes. Gre za oblačila, ki jih na Majorki nosijo za praznike ali tradicionalne obrede in se prenašajo iz roda v rod. Moški kostum sestavljajo ohlapne hlače, zavezane z vrvjo v pasu in kolenih, širok pas za zaščito hrbta, enodelna srajca ter telovnik ali suknjič. Obvezna sta še klobuk in ruta. Ženska oprava je sestavljena iz krila, krinoline in korzeta, lase pa pokriva kapa oziroma ruta iz fine tkanine. In koliko časa porabi za šivanje ene obleke? Never. I have count how many hours. Oh, really? Never. És que m'ha agradat molt cosir. I encara m'agrada. Nikoli ni štela ur za šivalnim strojem, pravi, a vedno je rada in še vedno rada šiva. Nekaj časa je tudi poučevala, kako izdelati kostum, da bi se ta tradicionalna oblačila ohranila. And in all those years, I don't know how many women came. And only one man. And I was very pleased. Šivilske delavnice so obiskovale številne ženske in en moški. Njega je bila še posebej vesela. A večina žensk je želela obleko sešiti le zase. Samo ena učenka je svoje znanje kasneje predajala naprej. In nanjo je še posebej ponosna. I'm very proud of her. Very proud. Ko
Ko se dotakneva življenja na otoku in sprememb, ki jih je Majorka doživela v minulih desetletjih, se Čiska malce razžalosti. I don't recognize Mallorca. Why? Why? Because of this so drastic and so quick change. La finca de mi padre es una de las grandes. Todos son pequeños trozos. Tako kot mnogi domačini, tudi ona ni zadovoljna z razvojem otoka. Na Majorki se, tako kot drugod po Španiji, že več let pritožujejo zaradi masovnega turizma, visokih cen nastanitev, hrane in drugih storitev. Na trgu primanjkuje najemnih stanovanj, ceste so polne začasnih obiskovalcev. Mnogi domačini so se od tradicionalnih obrti preusmirili v turizem. Mladi si ne morejo privoščiti nakupa stanovanja in so prisiljeni zapuščati otok. Denar je vse pokvaril, nihče se ne želi naučiti poklica, vsi iščejo le lahek zaslužek. Selling ourselves, we have paid the price too, because now nobody can afford the house. In Mallorca, I think, well, even has damaged the mentality, I think. Because the main thing is money. And if nobody wants to learn any profession, everybody wants to earn money. Kaj pa njena povezava s Slovenijo? Zakaj je prišla k nam? Well, love. Falling in love. Ljubezen, seveda. Spoznala je partnerja, ki je sicer avstrijskega rodu in je Slovenijo poznal že prej. In dobrih 20 let sta nekaj mesecev na leto, po zimi in poleti, preživljala pod vasico Boršt v dolini Dragonje. Na samem, v naravi, brez novodobnih naprav. In hitro je spoznala, da so Slovenci drugačni od Špancev. I think Slovenians, not for the cases that I know, are more close. Slovenci smo bolj zaprti, pravi. Težko je hitro navezati stike. Spominja se soseda, ki se je vozil mimo z mopedom in ga je vedno pozdravila, a šele nekaj let kasneje je pozdrav vrnil. Se še spomni kakih slovenskih besed? Dober dan, dobro jutro. What was this? When they say, prosim. Je torej slovenščina pretežka? It sounds Russian. Zveni rusko, pravi, vsaj na začetku se je zdelo tako. Zdaj pa lahko razloči oba jezika in prepozna lepo slovensko melodijo. Fully different, and I like it.